Prav prijetno temo in tematiko sem pripravila za tale zaključek tega torkovega večera, bom temu dejala. In pridružili so se mi 3 gospodje in seveda sem tudi tole vrtnico dobila v poklon. Še so kavaliri dan danes in kaj malo vam bomo razložili, kaj tale vrtnica pomeni in pa pravzaprav o čem bomo klepetali. V družbi pa seveda pozdravljam Vilija, Aleša in Staneta. Ja. Dobrodošli, gospodje, živja. In za vse skupaj verjetno bo veljalo to, da imate radi motor. Drži? Ni kaj dodati. Ni kaj dodati. Torej, Stane prihaja iz motorističnega kluba Blunec. Drži. Vili in pa Aleš pa iz zavoda Beli angeli. In Vili, midva bova začela zato, da razloživa, zakaj sem jaz danes sprejela tole belo vrtnico. Ja, veste, ta vrtnica naša je začetek, ko smo ustanavljali ta zavod Belih angelov, je simbol čistosti. Motoristi imamo srce čisto. In ker je zavod humanitaren in ker smo se odločili, da bomo s tem zavodom pomagali ljudem po nesreči, naj bo to poklon vsakemu, pravzaprav vsaki motoristki in pa seveda tudi motoristu. Lepo. In zavod kot tak, odkot ideja za ustanovitev, vaša osnovna dejavnost, malo več me zanima vas. Ja, veste, kako se je to začelo? Pred 2 leti in pol sem doživel prometno nesrečo v svojem rodnem kraju Bohinju. Bohinj je eden najlepših krajev v Sloveniji, moram pač malo reklame narediti tudi za kraj. Sem doživel eno tako banalno prometno nesrečo, ker sem imel sploh, da sem preživel angela nad sabo. In takrat, ker sem preživljal to nesrečo, sem tudi na Facebooku gledal, čekiral in najdel eno zgodbo krasnega fanta, ki se je ponesrečil pri 18 letih, pač tragedije bojo in tukaj nimam okej. In sem rekel, da mu bom pomagal. Gašper Mlakar je pobal, 19 let je zdaj star, poln energije in vse, kar me je pri njemu na tem očetu pravzaprav ganilo, je bilo to, da je napisal na koncu, vem, da bom nekoč motorist. Seveda, Gašper je paraplegik, ampak ta njegova volja do življenja, ta njegov navdih in ko sem ga tudi osebno spoznal, ker sem rekel, da mu bom pomagal finančno in ker vem, da pač takih in podobnih zavodov nisem zasledil v Sloveniji, sem se odločil, da ga bom ustanovil in da bom enako somišljenike poiskal po celotni Sloveniji, ker bomo skupno se združili in pomagali finančno, moralno, psihološko takim drugačnim ljudem po nesreči. In Stane, tako ti kot seveda vaš motoristični klub ste eni takšnih enako mislečih, ki ste združili moči. Ja, mi smo že kot klub ustanovljeni s tem namenom, da delujemo dobrodelno in pa v humanitarne namene. In v vsakem primeru se pridržujemo vsem takšnim akcijam, v katerih pomagamo sočloveku, pa naj bo to motorist ali ne motorist ali kakšna drugačna oseba, ki je kakorkoli oškodovana, pa se ne more sama prebiti na ta, bom rekel, višji nivo, da bi si življenje polepšala ali pa uredila. V tem primeru je pomoč motoristom, sami smo motoristi in kapo dol zavodu in takoj, ko je prišla ideja ta, da se zadeva vodi v tej smeri, da se pomaga motoristom po nesreči, smo rekli, to smo istega mišljenja in podpiramo. Zato smo se tudi pridružili. Tukaj bi se mu dodal eno lepo gesto Stanetovo in njihovih vseh članov MC kluba Blue Knight Riders. Oni so nam lansko leto dali podporo, svojo prisotnost in pa seveda finančno. Ko so oni zasedili naše akcije, ki jih delamo skozi leto, več teh akcij, kjer poskušamo osveščati motoriste, da te ljudje, ki so bili nekoč motoristi, tako kot mi, in da s to svojo tragedijo, ki so jo doživeli, ne morejo več biti, se jim skušamo vsaj nekako oddolžiti. In tukaj, hvala lepa, pomagali so nam z donacijo in od takrat naprej tudi tesno sodelujemo. Aleš, kakšna pa je vaša vloga v tej zgodbi oziroma zakaj ste se vi pridružili? Kakšno je vaše mnenje o tem? Ja, jaz že kot začetek poznam Vilija in začel mi pripovedovati tole zgodbo, kaj bi rad ustanovil. Sem ga poslušal, mu sledil in kot tudi motorist in rad pomagam ljudem. Sem poklican šofer in dobro vem, kaj se dogaja v tej
prometu na cesti vse vidim, kaj je in kako je, tako da tole, kar je, se mi zdi zelo v redu stvar in zelo rad tudi pomagam ljudem tako ali drugače. Veliko krat dejansko slišimo, ko rečemo, joj, spet ti motoristi, joj, spet bo toliko prometnih nesreč, joj. Kakšno je vaše mnenje o tem, o prisotnosti motorista na cesti? Smo res tako nevarni? So nevarni drugi? Je res hitrost tista, ki povzroča takšne in drugačne težave? Kako vi kot motoristi gledate pravzaprav na razmišljanje tistih, ki pa niso motoristi? Stane, daj ti. Ti si strokovnjak, je policist. Jaz po profesiji lahko povem, pa tudi tako. kot motorist, da bom rekel, ne motoristov vseh v isti žakelj dajati, so pa posamezniki, ki pa svojega motorja ali zaradi znanja ali zaradi prevelike želje po hitrosti pač ne obvladajo v danih razmerah in tudi pride do nesreč. Je pa v prvi fazi, bom rekel, bodi viden, bodi previden, je potekala akcija tudi za motoriste in v tem primeru bi rekel, v začetku sezone in pa na koncu sezone dajte vozniki vsi spremljati cesto, motoristi se bojo zdaj počasi čez kak mesec ali pa dva pojavili na cestah in to je obdobje, ko je najbolj nevarno za motoriste. Mi smo lahko previdni tako ali drugače, ampak če ti voznik, ki zapelje iz stranske ceste na glavno, spregleda, je nesreča tukaj. In iz lastnih izkušenj lahko povem, šele ko je človek na motorju, opaziš, kako zelo neprevidni so šoferji ostalih motornih vozil na cesti. Drži. Problem so tudi mobiteli, opažam, doskrat, ko se peljem za avtom ali pa že mimo, opažam, da je voznik bil nekje drugje, ne na cesti. In to je velika nevarnost. Jaz mislim, da je mobitel in pa izsiljevanje prednosti največja težava. Ne reče pa tudi motoristi znajo biti prehitri, ampak pač to je vozilo, ki ima malo več moči in pa tudi mislim, da se bolj pregledno je, ko pa iz vozila. Tudi upoštevaš določeno zakonodajo, bom rekel, fizikalno zakonodajo, veš, kdaj se boš ustavil, veš, koliko časa boš rabil za določeno reakcijo. Najbolj si zbran, bom jaz in to upoštevaš, preračunaš. Res je. Pri voznikih pa žal, bom rekel, avtomobilov. Če gremo mi nazaj k vaši akciji, hvala, Ker ste. Kakšen je pravzaprav, sporočilo je zanimivo, ne? Hvala, ker ste, ampak kako lahko naši gledalci tukaj pripomorejo, pomagajo, se pridružijo? Povem jaz malo. Prav. Glejte, ta akcija je prišla spet na idejo pred že nekaj časa nazaj. Vse se odvija okoli nas motoristov in dejansko, hvala, ker ste, so to mišljeni osebe, ki nam rešujejo življenja. Kako gledalci, ki nas bojo gledali, ki nas gledajo sedaj, sodelujejo, lahko se nam pridružijo. Mi bomo s to akcijo preko 100 občin v Sloveniji obiskali 28.2. Je tako, Stane? In od 2. ure naprej bomo obiskali policijske postaje, reševalne enote in pa gasilske brigade po celotni Sloveniji. Zakaj? Jaz pravim, zakaj? Zato, ker so oni prvi, ki nam na cesti nudijo pomoč. Ne govorimo tukaj zdaj o denarju, ali je to profesionalen njihov poklic, ki ga so se odločili, da nam pomagajo. Veste, takrat ni pomenil denar. In vem, iz lastnih izkušenj, mislim tudi, da se bojo z mano strinjali, so govorci, da ko si ti na tleh in ko ti ležiš in ko si že poslavljaš, ko rečeš, se vidimo, a naj vidiš angela v beli hali, ki ti nudi pomoč, policista, ki zapre promet in ki pomaga, in gasilca, ki ti... Mene so praktično iz vej grmola rezali ven, da sem prišel, da so me spravili in tako naprej. Zato je, mislim, da je plemenita gesta, hvala, ker ste namenjeni njim. Lepo. Aleš, imate tudi vi kakšno takšno izkušnjo, ki jo lahko zdaj delite z nami in s tem odprete mogoče oči marsikomu, ki nas sedaj posluša? Zaenkrat situacija taka, da bi bil padel z motorjem, še nisem. Imel sem pa že na veliko primerov izseljevanja, ker sem v bistvu se tako mi spravil iz tega. Ja, bi apeliral na, nismo samo motoristi tisti, ki
jih večinakrat pravijo za prometne nesreče. Med njimi so avtomobile dostikrat predrzni šoferji. Res je. Tukaj se strinjamo, stanejo, ne? Smo Kar je klepetali o tem Tako zagotovo. je. In torej, hvala, ker ste, bo tudi v vašem klubu ena taka gesta in takšen moto, ki bo veljal. Ja, moto, ki je veljal v bistvu za vso populacijo reševalcev in pa gasilcev, policistov za celotno območje Slovenije, je pa res, da motoristični klub Blue Night kot tak bo pokril območje policijske uprave Maribor, pomeni od Prekmurja do Celja pa Koroške. In med ostalim bomo obiskali policijsko upravo Maribor, reševalno službo, zdravstveni dom Adolfa Drolca, gasilsko brigado Mariborsko, center za obveščanje, oziroma tako je Vile že povedal, vse te enote, ki so tako ali drugače vpletene v to, da nam rešujejo življenje. Torej 28. februarja. 28. februarja. Po celotni Sloveniji, naši simpatizerji, hvala še enkrat, vnaprej povem, resnično podpora, veseli smo, ker zavod ne deluje klubsko. Zavod nima članov, zavod je lahko vsak, tudi vi, ki ste motoristka. In zato, ker sem slišal, da ste motoristka in ker mi z našim donacijam zbiramo tudi sredstva, veste, s prodajo teh jopic, s prodajo takih majic, s takim zapestnicam, mislim, da se oba dva strinjate, da tako lepi dami tudi podarimo eno našo zapestnico. Najlepša hvala. Nosite jo srcem, nosite jo srcem, ker dejansko je to simbol motorizma, čistosti, veselja, radosti, ker na prvem mestu je, da se imamo mi dobro, da mi uživamo na motorju, da želimo, da čim manj pomagamo ljudem, sploh si ne želimo pomagati, da bi ne bi bilo nobenih nesreč, nikoli, da se raj srečamo in spoznamo. Jaz sem zelo vesel, da sem spoznal tako krasno osebo, njega in vse njegove fante in dekleta tukaj v tem koncu Štajerskem, da sem spoznal vas. In zato vabim vse po srcu dobre ljudi, naj se te akcije pridružijo, naj kontaktirajo Staneta, naj pridejo, naj vidijo, kako na oni drugi strani so srčni ljudje. Mi, ki smo to obiskovali po teh ustanovah policijskih, reševalnih, gasilskih, so ljudje bili presenečeni. Jaz iz lastnih izkušenj vem, ker sem šel v svoj zdravstveni dom v Bohinjski Bistrici, dve zdravnice obe poznam, ena mi je reševala življenje, druga je moja osebna, ves ta medicinsko osebje pa pravi, a res? A to so se spomnili, ganjeni so. In to je najmanj, kar mi lahko naredimo njim. Najmanj, da se spomnimo ljudi, da rečemo hvala vam, ker ste. In to je namen te akcije. Lepo povedano, resnično. Hvala vam, dragi gospodje, da ste prišli, da ste z nami to delili in jaz na tem mestu obljubim, da bo naša ekipa in seveda jaz z vami tudi 28. februarja, da bomo malce pokazali, kako bo konkretno to na terenu izgledalo in kako bomo ta dan zaokrožili. A velja? Hvala lepa. Super, zmenjeno. Lepa hvala tudi vam, vse dobro in pa srečno na poti. Hvala enako. Hvala enako.